Že smo v obrikovalnici 10. letošnjega Kaosa v ateljeju. Naš sogovornik je gospod Slavko Pezdir, dober dan želim. Ex-predsednik, ne? Ali je to titula za dalj časa? Moram reči, da sem šele med samim festivalom zvedel, da je to za 2 leti. Skratka, če bo zdravje in sreča in če bo vse normalno potekalo, se bomo naslednje leto še enkrat znašli v tej vlogi. Dela bo dovolj? Produkcija je kar velika, ne? Produkcija je velika. Letos je selektorica izbirala med več kot 30 uprizoritvami domačih del, zbrala jih je 8 in med tistimi 8 potem pač žirija Tedna slovenske drame izbira eno samo uprizoritev. To je bil 38. zaporedni Teden slovenske drame. V Kranju poteka ta stvar, pa je ena redkih, če ne kar edina tovrstna prireditev pri nas, ne? Da, zagotovo. Pravzaprav se je ta Teden slovenske drame začel nekoč v Celju, še v času Lojzeta Filipiča, potem so pa to na srečo prevzeli Kranjčani in zadržali vse do danes. V časih bivše Jugoslavije se vsi spominjamo Sterjevega pozorja, ki je bil pa na jugoslovanski ravni festival domače dramatike, ne. Mislim, da je zlasti, če izhajamo iz stališča, da dramsko gledališče ne more brez domače dramatike, da je dramatika tista, ki daje identiteto tudi gledališču, potem se zdi tak festival tako rekoč nujen, ne. Šeligova nagrada pravzaprav za kakšno posebnost, za uprizoritev, ne? To je nagrada za uprizoritev, pri kateri pa vsaj v tej žiriji, kjer smo bili s Primožem Jesenkom in Matejem Bogatajem, smo se hitro zedinili v kriteriju, da vendar je to festival domače drame, kar pomeni, da je tudi dramsko besedilo vsaj enakovredna sestavina celotnega dogodka. Se pravi, zelo, zelo težko ali domala neverjetno je pričakovati, da bi iz nekega popolnoma poljubnega besedila, če pretiravam, telefonskega imenika nastala najboljša uprizoritev domače drame, recimo. Skoraj gotovo, ja. Kako je pravzaprav biti? V napovedi oddaje smo vas, kolega Pezdir, poskušali izzvati, že pa ga najbrž te napovedi najbrž niste slišali, s tem, da kritik najbrž niste. Ja, lahko bi se reklo, da sem, ne, saj se že 30 let ukvarjam s tem, tako da, čeprav si sam pravzaprav morda tole redko kdaj priznam, ampak vendar ta kilometrina, to dejstvo, da že 30 let to počenjam, začel sem nekoč v Novem tedniku, pa nadaljeval v naših razgledih in v delu sem še danes, seveda sem zraven tudi novinar, kar pomeni, da še tudi mnoge druge oblike tega sporočanja obvladujem, ne, ampak vendar se ne morem izmakniti temu, da sem vendarle tudi kritik, ne. Pa vas, najbrž zakaj vas to sprašujem, teza, no, ali pa kaj s tem, neki predsodki o kritikih pri nas posebej, ne, ja, so, ne, seveda. In da, češ, da jih ni kaj dosti, oziroma le malo kdo bi lahko to bil, sodeč predvsem po mnenju tistih, ki so tako ali drugače kritično v pozitivnem ali pa manj pozitivnem obravnavanju, ne, se pravi igralci, režiserji in tako naprej, ne. To, kar pišete v gledališču, med kolegi seveda veljate za, rekel, človeka, na katerega se je treba, ne lahko, ampak se je treba zanesti, kar zadeva slovensko gledališče v tem času, ne, to gotovo. Ampak če recimo, pa ne želim soditi posebej, recimo Mateja Bogataja in njegovo delo in vaše delo je vaše seveda bistveno bolj široko, ne. Odtot recimo ta teza, da si upamo reči, da delate gledališče drugače, kot ga delajo kritiki. No, morda ni čisto zanemarljivo, da sem bil v enem obdobju tudi sam v gledališču, zelo neposredno vpleten, ne. Bil sem 4 leta upravnik celjskega gledališča in sem to dejavnost poznal tudi od znotraj, zelo, zelo natančno. Igor Lampret mi je v letih, ko je bil sam upravnik celjskega gledališča, celo omogočil, da sem kot
dramaturg volonter sodeloval recimo pri eni uprizoritvi, ker mi je prav tako zelo koristilo. Ne. Zlasti zato, ker jaz nisem prišel iz dramaturških vrst, ampak iz slovenističnih in komparativističnih vrst v to dejavnost. Ne. Drugače pa kar zadeva kritiko, zdaj sem se nenadoma znašel in čedalje bolj se seveda tega zavedam, da sem še eden redkih, ki so ostali iz pač 70-ih let. Ne. Andrej Inkret je prenehal, Vasja Predan je prenehal in še marsikdo drug. In tako sem nenadoma postal nekakšen veteran, ker pa seveda samo po sebi ne pomeni ne kvalitete, ne nujnega spoštovanja, tako pač je. No, kritikov se v principu igralci, dramaturgi, gledališčniki bojijo. Pri nas zelo izrazitega strahu pravzaprav nisem zaznal, ampak to, da ste v Kranju izbrali romantične duše, Cankarjeve romantične duše, je pravzaprav govori o tem, da so se vendarle vrnili gledališki klasiki. Ne? Ja, no, letošnji zajem je bil, moram reči, dovolj raznovrsten. Ne? Če vzamemo, da smo imeli poleg klasike, kot sta Cankar in Slavko Grum, ne, z dogodkom v mestu Gogi, pa da smo imeli celo partizansko klasiko, kot so Raztrganci in Mateja Bora, ne. Pa smo imeli na drugi strani tudi sodobno dramo, kot je Akvarij od Evalda Flisarja, recimo. In Jago Babo. Prosim? In Jago Babo. In Jago Babo, seveda lahko rečemo danes tudi klasika sodobne slovenske poetične, pesniške drame. Skratka, konkurenca je bila zelo, zelo resna in zelo huda. In moram reči, da smo tudi temeljito se pogovarjali vsaki od uprizoritev, ampak na koncu je vendarle, moram reči, soglasno prevladal ena ocena, da je ta uprizoritev, čeprav gre za uprizoritev mladostnega Cankarjevega besedila, ne, čeprav gre za klasiko, ja, to je prvo njegovo napisano, pa zadnje objavljeno besedilo, ne, ker je seveda tudi zanimivost. In zanimivo je tudi to, da je to prvo Cankarjevo besedilo, ki se ga je lotil režiser mlajše srednje generacije, da tako rečem, Sebastian Horvat, ki je pravzaprav s to predstavo začel s Cankarjem in zgleda, da bo še kar nadaljeval, ker je pozneje delal še v Mariboru Lepo video in v nekem dopisovanju, ki sva ga imela, mi je napovedal, da bo še kakega Cankarja postavil na oder. Skratka, mimogrede rečeno, pokazalo se je, da je Cankar nekaj podobnega kot Shakespeare ali Čehov, en dramatik, ob katerem se pravzaprav skuša vsaka generacija režiserjev, igralcev na novo izkazati, pokazati, kaj zna, kaj zmore, kako ga vidi, kako ga zna umestiti v današnji čas in prostor. In tukaj se mi zdi ključni argument, zakaj smo te predstavi vendarle dali nekolikšno prednost pred ostalimi, čeprav to ne pomeni, da tudi druge nimajo pomembnih kvalitet. Ravno to, da je uspelo režiserju s sodelavci umestiti to predstavo v današnji čas, v današnji prostor, da je provokativna, da je po eni strani zvesta in spoštljiva do Cankarja, po drugi strani pa seveda tudi drzna, provokativna, odprta ne samo v današnji čas, ampak tudi z določenimi nastavki napoveduje tudi še za naprej marsikaj novega in zanimivega. No, Sebastian Horvat je v tej produkciji, ne? To je produkcija ljubljanske drame. Tako je. V bistvu na nek način odprl področje večpomenskosti, ne, s to postavitvijo, in to ste šteli, če sem prav razumel, kot dosežek aktualnega teatra, ki obvladuje klasičen režijski pristop. Ne. Ja, in ga hkrati že tudi presega, ga že tudi zapušča. Zlasti bi tu upozoril na tretje dejanje, v katerem igralci igrajo like iz Cankarjeve igre, obenem pa tudi zelo jasno povedo svoja stališča
in igrajo v nekem smislu dvoje likov in dvoje časov. To ni prvič, da je recimo Sebastian Horvat uporabil ta režijski pristop in tudi verjetno ni prvi, ki je to storil, ampak zdelo se nam je, da je prav ob tem tekstu to zelo uspešno pravzaprav vzpostavilo zelo, zelo neposreden stik med auditorijem in odrom, med Cankarjem in našim časom. S celotno mizenscensko podobo pravzaprav, ne, tam tudi pohvalite scenografijo. Tudi scenografijo, ne, kjer recimo imate, kar mogoče redko kdo opazi, tiste slike, ki jih spusti pač scenografinja Petra Weber dol, to so te slike znamenite, ki jih že nekaj let terjamo od Italije, da bi jih vrnila Sloveniji. Ne. To so prav te slike. Tam imamo tudi recimo sliko tega parlamenta v ozadju, Plečnikovega znamenitega. Ne. Skratka, tle, ki ni bil nikoli seziden, ne, ki ni bil nikoli seziden, ki je kot ideja in kot maketa. Skratka, tu je vrsta takih zelo provokativnih navezav, asociativnih oziroma prvin, ki omogočajo različne asociacije, in tudi v tem smislu je ta predstava zelo bogata, zelo odprta, kar ji na vsak način smo ji šteli v posebno kvaliteto. Ne. In v bistvu dosega, ne, aktualnost. Seveda, ne, sej mislim, da ravno tu je ena posebna vrednost, da sta se mladi Cankar in relativno mlada generacija slovenskih gledaliških ustvarjalcev zelo plodno in zelo, bi rekel, kongenialno srečala in mislim, da to srečanje smo začutili lahko tudi v auditoriju, ne, kot eno kvaliteto. Kolega Slavko Pezir, prav veliko nama ni uspelo vzmerjati, ne, obrekovalnice ponavadi, včasih tudi hvali, ne. No, obrekovanja so lahko pozitivna, so lahko negativna, v vsakem primeru so pa ponavadi dražljiva, ne vem, če sva bila midva dovolj dražljiva. Ja, jaz vendarle upam, da sva prikazala, nekoliko smo vas namučili, ne, kakšen kozarec vode bi prav prišel, ne. Ja, recimo. No, ampak vendarle, da so nekaj tančic ali recimo izluščila nekaj skrivnosti o delu neke žirije, recimo, ki odloča o tem, kaj je pa najboljše med dobrim, ne. Upam, da nam je to uspelo, prav lepa hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam za vabilo. Z velikim veseljem in upam, da vas bomo še kdaj prepričali. Bom z veseljem. Srečno. Hvala.